Spoštovane članice, spoštovani člani, rezultate imam pred sabo. Na začetku bi rad pohvalil zelo dobro delo komisije, ki je, mislim, da pokazala izjemno strokovnost pri izvedbi teh volitev. Zdaj pa kar prehajam na tisti najbolj pomemben del. In sicer, glasovnice za volitve predsednice oziroma predsednike stranke je prejelo 763 članov. Glasovalo jih je vseh 763. Neveljavnih glasovnic so bile 3. Za kandidatko magistro Alenko Bratušek je glasovalo 338 članic in članov. Za kandidata Zorana Jankovića 422 članic in članov. Za predsednika oziroma za predsednika stranke je bil izvoljen Zoran Janković. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sloveniji komisiji, Zoranu Jankoviću, predsedniku Pozitivne Slovenije, v imenu kongresa čestitam za izvolitev in mu seveda želim uspešno delo in vodenje stranke. In seveda se spodobi, da gospodje in gospe, spoštovane članice in člani, dragi gosti, besedo dajem predsednika Pozitivne Slovenije, predsednik, prosim. Jaz bi rad bil vesel ob taki zmagi, rad bi zahvalil vsem, ki ste danes prišli na ta petek in čakali vse te ure. Hvala za lepo razpravo. Hvala Alenki Bratušek za korektnost, predsednici vlade. Danes bi prosil, da ta prostor zapustimo bolj enotni, kot smo bili, da se ne delimo. To je v tem trenutku odraz, da rečem tudi tiste ljubezni, spoštovanja, lojalnosti enemu ali drugemu. Rezultat je zelo blizu in mislim, da je čas, da se vsi skupaj povlečemo malo samo. Prihaja vikend, čez vikend razmislimo o tem, kaj narediti. Prosil bi Alenko, da ne potegne nobenih potez, kajti prepustimo to tistim, ki trdijo, da so za državotvornost, pa ne bo tisti spet podobni preskakovalci iz ene ali druge opcije, ne iščejo kaj drugega. Izvršni odbor bi tudi prosil, da se sestanemo čim prej, da enostavno pogledamo, kaj so rešitve. Jaz še vedno trdim, da je možno in tudi pravilno, da imamo predsednico vlade, ki je svoje delo opravila dobro, ta aplavz kaže na to našo željo in imamo predsednika stranke do naslednjega kongresa, ki enostavno trdim, da lahko pomagam tudi vladi na tem, da zahtevamo, da se bolj spoštuje ta naš program Slovenija 2020 v koalicijskih dogovorih. Mogoče zdaj čas, da uspemo ravno z Alenkino subtilnostjo, ki zna z moškimi ravnati, pa z mojo nezmožnostjo pretiranega pogajanja in najdemo tu tisto, kar je najboljše za državo. Ta trenutek, še enkrat, želim si, da Alenka naprej vodi vlado. Prosim, da jo še enkrat podpremo, da razmisli o tem.
to. Dosegla je Alenka zame izjemno dober rezultat, kajti večina nas smo začeli skupaj pred 2 leti pa pol in nekako je še vedno ostalo tisti odnos do očeta stranke. Hvala za zaupanje in če ostanemo enotni, smo lahko up za to Slovenijo. Jaz sem za enotnost, jaz sem za to, da imamo svojo vlado in da gremo naprej. Hvala lepa še enkrat in srečno Slovenijo. Najprej hvala še enkrat vsem, da ste bili danes z nami, kljub temu, da je ura že pozna. Čestitke predsedniku Pozitivne Slovenije. Hvala vsem, ki ste svoj glas namenili meni. Jaz pa upam, dragi Zoran, da boš vse besede, ki so bile danes tukaj povedane, uspel tudi uresničiti. Srečno Slovenija!